Ne, zunaj, ki je bila še vedno prej. Pač, ki je bila še... To je bila tega neka afera. Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Dober dan. Člani izbrani, nova epizoda, tukaj z vami član Riman in član Jura in Jurek, kdo je na moji levi. Kaja Balentič. Pozdravljeni. Ko smo kaj? Ma, dobro. Malo imam treme. Ampak upam, da bo šlo, no. Ko je bil kaj tvoj teden? Pa zanimiv. Konec prejšnjega tedna sem se poškodovala, sem šla na urgenco. Kaj bilo? Sem na košarki si nategnila prst. Sem bila na bolniški 3 dni. Tako da... Ok, kaj lahko že zdaj, tako je ta mikrofon postaviš tam, kar obracaš glavo? Kam? Tako. Ja, pa če gledaš nas, ne? Ja. Sem bila na bolniški 3 dni, tako da sem izkoristila. Malo sem še v kurcu, ampak back to work. Nice. Top. Kje delaš? Delam v Lodži. Tito trg. Nice. Pridite na branč. Imaš branče? Imam branče, zajtrke, tašne, scene do nekih 3. Nice. Delam fokače jaz z družmi in kruh, to je za toast. Tu je za toast delaš To je za kruh? toast. Oh, wow. Ja, vse in-house. Shout out to Lodža. Škor. Pa ti, Jurček. Moj teden, jaz sem sredno nekaj preboleval, sicer ne vem kaj. Že 2 tedna sem neki ful neproduktiven, tašen mljahav, bi lahko rekli. In mislim, da včeraj je končno bila ta prelomnica, da se spet počutim normalno, ker sem pospravil danes celo stanovanje, res v nulo, spoliral vse obleke opravil, vse, razumeš, husband material. In se počutim, da sem končno spet jaz. Ne vem, kaj mi je bilo, jaz nisem mogel nič delati. Sem bil več tak mljahav. Ja. In zdaj sem boljši. Tako da sem cel vikend, dobesedno v soboto sem ležal pač v postelji. Cel dan. In sem gledal, ne vem, če ste slišali, kdo je zdaj v Oversimplified. To je en YouTuber, ki v bistvu Oversimplified in naredi tako ful preprosto za razumeti. Te neke dogodke, ki so se zgodili, Prva svetovna vojna, Druga svetovna vojna in ful je tako zabavno zagledati in sem pol to gledal v postelji cel dan in spal. Ja. Tako da sem uporabil ta čas za malo počivati in danes sem pospravljal in danes smo tukaj. Evo nas. Tako. Kaj pa ti, Matej? Moj tata imel včeraj 50-ko, smo ga zažurali in na žurki sem, tudi jaz sem malo prehlajen. Ni korona, smo zdravi. Ja. In sem imel tako zamošen nos, da sem mogel iti iz žurke domov iskati operil, da si mi odprem nos. Ja. In ko sem šel nazaj na žurko, so me ustavili policaji spet. So mi dali zapihati 0-0, kje ste pičke. Tako da, ja, je bilo smešno, ki je bil en nov policaj, en ga je uvajal in na koncu vsega, jaz si tako gledam, kaj lahko grem? Ja, lahko greš. In ko pogledamo oba dva tega mladega in oni, in kaj zdaj? In ga gledal oni stari, ja kaj zdaj, daj mu vozniško prometno, da gre. In on, okej, no. Tip je bil čisto zgubljen, tako da to je bilo malo hecno, če ne pa kaj novega. Ja, še tebi malo zafakal, privisi malo gor še mikrofon, da bo spet zdaj dol. To. V glavnem. Maja, to je to zareč z mojega tedna, kaj je bilo nekaj tako hecnega, ne Jure? Boš ti začel, nekdo nas je omenil. Čakaj, še nekaj moram popraviti. Dobro. Kaj moram jaz omeniti? Ja, bomo to še enkrat Ajde. V glavnem, moj teden je bil cool. Kaj se je še zgodilo takega, ne? Kaj pa le? Da malo začnemo debato, ti spremljaš kaj podcaste in tako nasploh. Ma, samo vas. Edino prav. Ja, samo, viš, tak brezvsebinski podcast, ne? Ja, pač. Jaz se ne pogledam nič do konca. Ja, sej to, ne, itak nimamo teme in ne govorimo o ničemer in se samo sprdamo, košamo, kaj ti? V glavnem, jaz in Jure zdaj namigujemo, povej Jure, na kaj namigujemo. Pač, en naš prijatelj, znanec. Ja, ne, moj prijatelj Jan David se pogovarja, pejte vsi čekniti na YouTube. Bomo dali link. Tako je naredil epizodo z eno pupo, z eno žensko. Ki ima tudi podcast.
Njo ne bomo povedali, da ima podcast, ne rabijo gledati. In je komentirala mislim, ne vemo, če je komentirala naš podcast, ampak smo dobili nek občutek, da Komentirala je ženska naš podcast. naš podcast je komentirala. In Komentirala je za reč skratka, da je ful brezvezen, ker govorimo za reč o ničemer, kako je bil naš teden, kot smo jih kar povedali. Ja. In pol se pač vse podcast malo sprdamo, kaj rečemo malo resnega, ma bolj ne. In da kako folk to posluša, zakaj si vzame čas za to poslušati, tako da napišite v komentarje. mislim, pejte čekniti ta podcast in povejte, če je res Ja, mislila najprej- nas prvo. Najprej to, itak je mislila da nas. In drugič povejte pač, zakaj vi spremljate podcaste, kaj vam pomeni podcast, ker ženska je bila ful velikega argumenta, da mora biti podcast. Kdo ima čas za gledati naš podcast? Ja, mora biti nek pameten podcast, da se nekaj naučiš, tekar, da nekaj odneseš, ki pa zakaj bi izgubljal čas za brez veze. Samo res. Evo, to je zate. Ja, to je zate. Zdaj smo stisnili gumb, ki je prdno. Tako da ja. V glavnem, ne, pač dejansko se je ful folk je nam reklo, da nas posluša, ne vem, med pospravljanjem bajte in tako jim je ful easy, ali pa ne vem, pride domov iz šole, iz službe, se uležejo in 1 uro odklopijo in pač nas spremljajo easy. Valjda. Veš, ko imaš naporen dan in imaš milijon stvari in rabiš nekaj malo, da, tako, kot da bi Malo se na družil s prijatelji in se malo, kot da bi se pogovarjal. Ne? Poznate serijo Seinfeld? Ja. No, to je to. Pač, Seinfeld it's a show about nothing. In to je to. Ja. Pač lahko primerjamo. Tako. In mi nismo about nothing sicer, ne? Ker ti si nekaj kot naša gostja. Ne? In, To je res. tako. Je Ne, res. ampak mislim, bolj glede tega, ne? Zdaj obstaja več tipov podcastov, filmov, serij in to moraš sprejeti, kot je več vrst ljudi. Ne? Ja. Vsi se razlikujejo med sabo, hvala Bogu, zato je pač zanimiv svet. In tako je isto s podcasti. Ne? Tako da, ja, nič proti tej gospodični. Ne? Nič osebnega. Ja, vse pač, itak mi smo jači od nje, tako da Ja, mislim. zdaj mi biti jezni na njo ni, ne, ampak upamo, da ti lahko razširimo obzorje, no, za drugič. Da mogoče z drugega kota pogledaš na situacijo, ne. Tako da, Ja. ja, no, to je to, na to temo. Doro, počasi član. Kašlja. Dej začnemo, tle imamo gospodično, come on. In? Dobro, ker nisi bila pripravljena zdaj za kaj povedati. Pa jaz mislim, da boste vi vprašali, Ja, kaj. član, to je bil zelo lep namig, jaz jo bom gledal, ti govori. No, v glavnem. No, kot vemo v tebi, si bila na zanimivem tekmovanju Tako je. slovenskem Tako. leta 2020 na Masterchef Slovenije. Up. Kuha In se. si dosegla srebrno medaljo. Je tako? Tako je, drugo mesto, ja. Ukradeno, če me ne vprašaš. Ukradeno? Ja. Prvo. In mislim, ja, pač Aha, ja, saj si valjda. ukradla drugo. Ja. Pač, ne. Okej. Ampak po mojem bi mogla zmagati. No. A res? To sem hotela reči. Kdo je zmagal? Žan in iz Veš, Ljubljane. sploh ne vem, kdo je Žan. Ja, Sploh se ne spomnim Ampak Žana. veš, da je Kaja. Jaz Kajo vem, kdo je Kaja. Ja. Ona, ki je bila druga mesta, ki bi mogla biti prva. Jaz vem, da je ona, ki kuha v Ankaranu. Dosti krat. Tako da Med Žan ne poletjem kuha. načeloma. Žan ne kuha. Žan ne kuha. Žan Tako da- kuha nekje v Ljubljani, No, znaš. vidiš. Bu, Kdo je Žan, v Ljubljani sploh? Ja, od od Žana. F. V glavnem ja. In dej malo deli, Ja, Kako ko si si prišla se do te izkušnje, no? dej član. Jaz postavljam Član vprašanje. Mona, tle si se izgubljal. Nisem se zgubil, se vprašati. Ne, povej, kako si se odločil, da boš šla na to tekmovanje? Ma pač... Fora je bila, da jaz sem začela kuhati tam pri 13-14, ima tako veš lih neki, da sem naredila. Ja. Ampak sem gotovila, fakt leto meni gre, bom jaz nadaljevala, se bom malo bolj usmerila to. Ampak sem bila na likovni gimnaziji in nisem nikoli pomislila, da bi to delala, pač profesionalno. Ja. In pač, ko je prvič prišel v Masterchef Slovenijo, mislim, da to je bilo 7 let nazaj, sem se jaz odločila, da se bom prijavila. Takrat sem bila 17 let stara in si mogel biti polnoleten. Sem dala fake podatke, sem bila sprejeta. In potem ta gor na koncu, ko so mogli gledati osebno, ko so pač tako naredili ta check-in, so videli in so mi vrgli ven, so rekli, pri naslednje leto pač boš fiks notri uno. Pol sem, takrat je bilo lih, mislim, da konec 4. sem začela delati, bla bla bla. In pol je minilo par let in sem bila, pa grem grem probat to. Ja. In sem šla. Si šla? Ja, in sem bila in folk mi to je ful težko, veš, sem bila, Ne za ene. ne, pač,
Veš, greš, probaš, kaj? Ja, sej, če ne probaš, ne veš. Ne? Pa se to. No. In kaj si odnesla iz tega tekmovanja? Ma, kaj jaz vem? Nekaj dosti po moji. Mislim, prepoznavnost to si definitivno. Ja, dobro, ja, ok, bi pomagalo za neke jobe vnaprej dobiti. Sem se ful lažje pogajala, sem se lažje pač Ja. lejte me, sem bila druga. Flora kuham. Ampak drugače sem mislila, da sem ful več naučila. Ja. Pač gor je bil folk, ki sem jaz kazala stvari, kako delati, štekaš. Pač Okay. ne pravi, da so bili nesposobni, so znali kuhati samo... Samo si pač namignila. Ja, pač so znali osnove, ma ne To je več kot to. toliko. Ja. Štekaš. Okay. Povej mi še malo o teh, kako se reče, žiriji, ne? Meni so oni tako ful smeško ti malo, ne vem. Pač kaj vejo, zakaj se gre, ali so pač bolj tako. Ma oni malo preč glumijo. Ja, ne? Sem gledala prav eno epizodo. Mi imamo dobesedno prevedeno iz ameriškega Masterchefa Okay. stavke sodnikov. Maja, ojoj. Določene stvari so dobesedno prevedene. Wow. Ja, to je njihove reakcije. Pač jaz verjamem, da pač uporabijo to dobro reakcijo, ko jim bilo res nekaj dobrega. Ja. Ma še vedno. Oni imajo mikrofone, mislim, A je slušalke. žirije? Ja, imajo. On jim pove, kako morajo reagirati, bi ne mora biti oni strog, kar je mi oni. Nikar jim vsako sezono ima večji trebuh. Ja, Kaj ni res? Ja. serious, ampak pač, Če mogo non stop jesti in tam probavati. če ti pije pastičere. Ja. Ma ni ona ženska bila slaščičarka? Ma vmes je bila neka ženska, ko jaz nisem bila, ni bila ženska. On je kao Ona je bila ful slaščičarka. antipatična. Ja, pač jaz sem bila tako vesela, da nje ni bilo, ko sem bila jaz, ker po mojem bi se skačila prvi dan. No. Sem govoril, zdaj, tej zadnji sezoni meni, da je en Adam iz Masterchefa. Masterchef, veš da? Masterchefa. Veš da je? Ja, iz Sežane. Tam iz Džira, ne iz Sežane, iz Vipave. Ja, ok. Malo. No, najbolj mi je bilo zanimivo, ko ti daš tam sudi za provat, drugi ne smejo provat. Ja, ne, ni šans. To nisem vedel. Ne. Tip je bil full fix, da je skuhal neko full dobro rižoto. In on mi je rekel, ne, to je za en kurac. In je rekel, dobro članke, lahko dam provat drugim. In ba je tako, ne smeš noben provat razen njih treh. Ne. Niti pač nekam, samo sodniki. Niti pomivalci, niti pač režija. Noben. In so pa lahko, pač, ker mi smo imeli tipo 2 dni smo snemali, 3 dni fraj, 2 dni snemali, 3 dni fraj. Ma smo imeli vmes delavnice in tašne stvari. Kar je lahko, so vsi te, ki so delali tipo kamermen in tašne scene, so se vzeli iz shrambe, če je bilo kaj tako bolj proti roku, so se lahko vzeli domov. In edina epizoda, ki so lahko vsi jedli, je bila epizoda, ki sem bila jaz. Prva sem bila v izočitveni in smo mogli delati palačinke. In so tipo tašne kupe palačink naredili. In to je bila edina epizoda, ki so lahko vsi ostali tudi jedli. Veš kaj sem se spomnil, da sem pozabil reči, let's go. 15 minut in Jure razmišlja zdaj, ja, let's go. Fuck, ok. Let's Ja. go. Bala. In kaj si naredil palačinke? Z Nutello? Ali kakšne so bile? Ma pač, Z Nutello. samo palačinke. Pač, retali so palačinke, ne, veš, A samo ja. tako so jih pogledali, niste jih probali. Ja, okay. Lahko sem dala sol notri pa. Ma to se spomnim, tipo smo se, jaz sem slučajno to gledal, z mojo mamo in smo tako umirali od smeha, ko so žiranti tako pljuvali po palačinkah. Ne, palačinka je fucking palačinka, mona, to fuck. Ne, pač, veš kaj je bilo fora? Oni so hoteli, da je prav lepo rjava in tanka. To je bilo njim pomembno. To so res neki standardi za palačinke, mislim, pač, to ni v teh časih sprejemljivo. To je bil njihov standard. Jaz pa nisem vedela, kaj je njihov standard. Štekaš, delali ste palačinke, kot bi jih delali doma, neki njim v redu. In naredim pač full tanko, ker fancy palačinke so full tanke palačinke. Kaj so že Krep, ja, krepes. Krepes. Ja, tako je. Ja. Ker pancakes so Ja, so ne debele, fetis, ja. In sem gotovila, ampak to mora samo tanke palačinke delati. Sem tako full razrečila maso. No, če bi jih jedli, Ja. bi bile gnjusne po moje. Pač, ampak so bile po njihovih standardih. Ja. Fuck. Ja. Exposed. Dej, povej tako za naše gledalce in slušalce in slušalke in gledalke, kako se naredi dobre palačinke. Kaže sestavine za dobre, mislim, kako naredi dobre palačinke. In Pač- teža in vse, ajde, šere en recept. Eno jajce, Ja? ena šalca od kave, veš, kaj imamo vsi doma, ki so pač večinoma iste velikosti.
ena šalca mleka, Ja? ena šalca moke, tipo... A ti imaš velike šalce, zdaj ti kažeš ena šalca. Član, to je čutara. To je En lonec. Ja, en vrč. Ne, ampak pač šalca, moj bog. Šalca v glavnem, zdaj Ja. ne bom več kazala. Ampak do vrha, top. Ja. Ampak ono, da je ravno do vrha, veš, ki to je vedno te Ne, kuhari. Ko rečem, Ja. ena šalca mora biti ravno do vrha, nič neki uno. A to pomeni, Ja. ena šalca, ravno do vrha, Ja. da pol potegneš in je ono tipo... Tako, Okej. tako. Veš, tega nisem vedel. Legit. Pa. Ok, ena To, šalca. Ja? tipo pol deci radenske, Ja? malo sode bikarbone in malo soli. In to je To je to. to. Jaz sem pač, če delam tipo za kanelone, ne dam sladkorja, če ne dam še žličko sladkorja. Plus, ščepec ljubezni. Oj. Vedno. Tako. Vedno. Če ne, ni dobro, Jure. Okay, Ne, res. Ampak fora je, da moraš tako full časa miksati in da je ne pol ure potem pustiti počivati. Pore počivati. Ja. Ok. No, Zdaj boste veste. povedali, kako se... No, zdaj od master šefa, master recept skoraj. Zdaj lahko bogatite. Ok, in kaj pa glede na devo, mislim, imaš kakšen nadev poseben, tvoj najljubši? Ma friend Nutella. Nutella? Pač Zašita. Pač res. Znaš narediti Nutello? Ja. Oh, Ja. Imam džare male doma Nutella, bi če vele prinesla. oh. Ja. Ne, full lahko, samo tipo lešnike, sladkor, tipo žličko olja in kakav prahu rabiš in to pač samo full miksaš tako. Ok, na koncu pride ono, da rečeš, on bog, to je jače kot Nutella, samo, to je nekaj podobnega. Ne, to je jače kot Nutella. Pač to je jače kot Nutella. Nekaj časa nazaj sem naredila Kinder Paradiso. To so nebele? To so une pač, Oh, fuck, tipo ja. feta, Ono, ki je malo ko na limone. oblaku. Ja, ki moraš vzeti en griz in tako se zadušiti, ker je toliko sladkorja na vrhu. ono. Ampak to je jače kot kupljeno. Pač to moraš raz probati. Okay, ja. Recept na mojem Instagramu. Evo, še bomo dali link v profilu. Povej že Instagram. p.ejote. Ok, zakaj ta username? To je vrsta kaktusa. Pač, jaz sem bila včasih, kaj je kaktus. Ja. Je bilo moj nadimek, smo klicali pač kaktus. In sem rekla, pizda, ta kaktus se sliši ful zanimivo. Ja. In sem si ga dala. In to je dejansko, tako prije tašna majhna bubica in ga goješ 30 let in potem stisneš sokec iz njega in tipo eno kapljico tega in haluciniraš 2 dni. What? Ja. Ja. Čakaj, in še vedno... Mehiški kaktus je zaščiten, je ful težko ga dobiti. Mislim, še vedno zakaj ste pa klicali kaktus? Ma to je bila neka fora iz osnovne šole, še sem si dala takrat na Facebooku ta priimek in se je primlo. In pač se je primlo. Ta kaktus imaš doma? Ja, mi ga je bil še dal za rojstni dan, ker je neki nona, kolegica, ima univrt kaktusov v Strunjanu. Oh, fuck. Koliko na kjerem letu je zdaj? Ma tipo 5. Še. Ja. Koliko rabi, da naredi to? Mene 30. Oh, fuck. To, ko boš stara in boš rekla, da gremo malo. Ja, ko bojo pač... Pripat. Če bom... Ja. Bojo bili vnuki pri tebi, boš imela ponkurac, boš rekla, Ne, pa samo rekla, spizite mi zdaj vija iz tle. No, nas se gre drogirati. Prej nam je rekla v zakulisju eno zgodbo, usedla se je na nož. Kaj? Ja, to se je zgodilo prejšnje poletje. Tako je bilo. Jaz sem poleti delala v Valdoltriji, na plaži, sem imela čez kuhinjo, sem imela čez študente in to. In za vikende sem kuhala na študentu, evente in smo imeli letos novost na študentu, smo imeli kino večer. Smo imeli kino in pač tipo na 2 tedna in jaz sem kuhala. Na začetku sem imela palačinke, kokice in tašne scene in v tem zadnjem eventu je bil malo večji. Smo imeli burger, da nije veze. Čekaj, prosti, kaj to je ono, ki organizira član Luka Jurinčič? Član Juka Lurinčič. Luka Jurinkik. Ja, tako. Šaraut, ne? Luka je tudi v tej zgodbi s tem nožem. On ga je nastavil, po mojem. Ne boš kuhala. Po mojem, on samo hotel, da kuha. Ne bi on to naredil. V glavnem. Si sumla, da je on. Luka je v našem občinstvu zdaj, tako. Ja. Čau, Luka. Čau, Luka. V
V glavnem, delala sem to na Valdoltri, končala sem jutranje zmeno. Mikrofon. Kaj nima ga v ustih, ne? Ne, zdaj Kaj? usta. Toliko si se ga prej upirala, zdaj veš, da ga daješ stran. Sorry. Ok, v glavnem. Si ga lahko premikaš, oprosti. Pač. Ja, vem, a ni mi to naravno, da ga Ne, najboljše, da imaš tako na strani, kot si ga imela prej. In si pa obračaš glavo lahko. Čakaj, tako. Ja, Je v redu. je v redu. Okej. Super je. Končala sem jutranje zmeno v Valdoltrije in sem šla domov, se preoblekla in sem šla po sestavine za pač ta kino večer kuhat. In imam 2 japonska noža, ki jih imam vedno s sabo, jih imam nimam neki na pol etui je bil. In ti noži so šli čez etui, so ga prerezali. Jaki noži. Ja, noži so bili v nahrbtniku in jaz, ko pač sem šla, sem se usedla v avto z nahrbtnikom še vedno na sebi in nož se tako obrnil, da sem si ga pač zapečila v desno ritnico. Še dobro, da imaš malo riti, ki je drugače. In jaz sem tako, in tako prav sem mogla vzeti nož ven in samo tako vzamem nož ven in tako začneš prisati kri. Član Tarantino zdaj Mona. Jaz tako, grem gor v hišo. To se je zdaj zgodilo na dvorišču doma. Mama ne se strašiti in tako krvava noga. Kaj je bilo, pač ji povem, no, jaz mama moram iti delati, no, pač folk me čaka, da grem delati pofukane palačinke, ali ne vem, kaj sem imela za delati. In zakrpamo mi to vse možno. Ma je šlo globoko, globoko. Ja, precej, je bilo 5 centimetrov. Fuck. Ja, pač 8 šivov sem imela. Ja, pač v glavnem, jaz sem se počutila, da sem imela plenico na sebi in grem jaz na študenta in tako po 2 urah in tako so šlo se čez, sem že bila že malo, nič se odpeljem jaz na urgenco. Sem se odpeljala na urgenco, mi šivajo in pač dejansko so ful hitro rešili. To je bilo najhitreje do zdaj, ker sem doživela v bolnici, zelo tipo v 1 uri. To je bilo pri COVID. Ne, to je bilo to poletje. In je bilo hitro. Ja, ti pravim, 1 uro, vse skupaj. In lih pridem ven, s krvavimi hlačami, tipi me zašijo in mi kliče Luka, dej pridi telefon, čaka palačinke. Ne morem jaz biti tukaj, imam za delati druge stvari. Ženska zgubila ritnico, Mona, malo sočutja. Jaz sem pač, sem bila Luka, ampak jaz časom je bilo tako smešno. Meni je bilo tako smešno. Jaz sem še domov, sem se preblekla in sem šla in sem naredila. Te ni bolela rit? Ma rit ful boli, kaj ne ful boli, stari. Ne, pa tle samo maščoba, ja, vem, ni to tako... nobenih nekih, boli, ker je rana, ker je bil nož v riti, ampak ne, ker ni nobenih živcev, ni... Ma so živci. Ma ne toliko v roki, kolikrat se v roko... Jaz sem imel najhujšo tako nesrečo, ko sem bil otrok, sem neki tekel po hiši in sem šel skozi... Še tudi publikam, ampak sem šel skozi, sem tekel in sem se zaletel, sem zgrešil kljuko in sem šel z roko skozi šipo in se mi je porezalo tle in se mi je zapičil kot stekla skoraj prstni koš in sem tako padel na tla in tako, razumeš, in pol sem potegnil ven to steklo in mi je začela lit kri, razumeš, tle iz prsa. fuck. In so klicali rešilci, me je prišel rešilci iskati, jaz sem bil če bi mi prebilo pač prstni koš. Se praviloma ne bi smel si vzeti ven. Ne bi smel vzeti ven, samo kaj, ko otrok veš, sem naredil tako, Zajeban. Tekaš kao, in ja, sem bil, in imam še vedno te se poznati, tako šiv. Ja. Pač bala, takrat bi lahko tu spet skoraj umrl. To je bilo že drugi, če bi jaz bil mačka, bi imel zdaj samo še, koliko jih ima mačka, 6? 9 ima mačke. Zdaj bi jih imel še 7, realno. Tako da... Dobro je, kaj. Vse jih mački si tako mačkon. Rar. Ne mijav. Jaz sem mačkon tiger. A ti si bolj mijav? Pač 5 centimetrov. Veš, ampak to je res... To je ful. Pač ja. Pač to je ful. To je res dosti. To je ne 2 sekunde in to tako... To je nadpoprečno dosti. To je nadpoprečno dosti velika luknja. Ful je to. Ja. Se ima, veš, kakšno brazgotino. Ja. Razmišljaš o njeni riti? Ma ne, ki si predstavljam, da sediš ti v avtu, veš, kar lik da vžgeš in tako nož v riti. Ma dobro, ni bilo tako, jaz sem sedla in sem se to besedno napičila na nož. Kaj je bil obrnjen? On je meni...
Mislim, kaj je bil tako na dol. Ne, je bil tako, štekaš. Je šel prav, tako je in bil. jaz, ko sem se usedla, je šel... In kako je prebil pa svojo uno? Ja, etui, rudzak, vse. What the fuck, kaj si imela to, pizda katano? Fucking globinsko čiščenje na avto, ono. Pa kira je firma teh nožev, ki to zgleda dobro, kvalitetna roba? Ja, valjda, oni japonski so. Ja. Fuck. Kaj tebe je kdo kaj zaštihal že? Ne. Te še bo? Je še čas. Ne, hvala. V glavnem, sedaj bomo imeli najboljšo spletno trgovino za ring lighte v Sloveniji, luerbeauty.com. Hočete biti lepi, hočete biti svetli, hočete biti še bolj lepi. Kam naj grejo? Hočete slikati svojo hrano? Kaja, katera spletna stran, kje lahko najdejo ring light? Luerbeauty.com. Nazaj k programu. V glavnem, tam, ki ste vi uni bajti od Masterchefa, neki preživiste čas, kaj je bila kakšna dramica ali kaj, kdaj kaj? Malej tako, pač, malo se že po televiziji videlo, kdo koga kaj ni maral in tako, ampak pač v zakulisju je bilo to tako malo bolj. Spicy. Malo bolj očitno. Malo bolj začinjeno. Če že Masterchef. Slabo. Slabo ful. Tekoče. Jure, boj tiho. Ma dejansko najbolj, kar je bilo tako, sem se jaz skregala za ono, ki je bila v moji sezoni, ki se tudi kliče Kaja. Pa Kaja je itak the worst, so. Lej, vse bi napokala. Jaz sem edina pomembna Kaja. Zato smo te povabili tebe, nobeno drugo. Ja, če še čeprav imamo kakšno slabe Kajo izkušnje s Kajami. povabite, S Katjem. Se pravičujem za mojega sovoditelja, nadaljuj iz tvoje zgodbo. Pač, tako je bilo, mislim, da je bilo tipo... Lahko pa si povej zgodbo do konca, Jure. Bo počakala. Ne povej. Boš okej. V glavnem, povej. V glavnem. Fora je bila, da smo kuhali, mislim, da je bil polfinale ali nekaj takega. Bom počakala, ne morem. Kaj je bilo zdaj smešno, smo kuhali? Ja, če ste bili na Masterchefu. Pardon, Ja, ko nismo bili na oddaji, nismo vedno kuhali. si so skrbeli za vas? Smo na kino. In bowling smo šli igrati dosti krat. Ja, Kaj je bilo ti kakšno... Dobro, da je prvo to šlo. Smo šli pa naprej na sexual. v glavnem je kdo fukal za kolisijo. Pač, mi smo imeli sume. Torej je. Ja, mi smo res imeli sume. Lih v temu se je šla, lih pač ta Kaja. Z tem, ki je zmagal. Oba so v zvezi. Štekaš? Ona nas je enkrat čula, ko smo se mi pogovarjali o temu. In pač mi nismo vedeli, da nas je slišala. Ona je prišla notri, nas je tako napadla. Pač začela se je dret, da kaj je z nami, da kako lahko kaj takega mislimo. Fora je bila, da mi v teh hišah, ki smo bili po dva v sobah. Pač imel tipo apartma, smo imeli kuhinjo, vse svoje. Ono. In ona je šla z to eno Jernejo, ki je bila isto tako malo čudna. Čak Jerneja. Ona se ščarka. To je ona Katero s črnimi lasi? Una dosadna, Ona, cukr pekrca. O jebote. Mislim, to je ono cringe side of TikTok. To je ono, veš? Vem, ja. Gleda, pač, folk mi pošilja njene videe, jaz noči to gledam. Folk mi še ne pošilja. Kako to slabo. Pač, Čudno, da nima te sodeloval še z njakjo. mislim, grozno. Glavno, ja, one dve so bile skupaj v sobi in tipo po 3 dneh je Jerneja spala na kauču in je Kaja spala v sobi z Žanom in Žan je prišel kot tretji tam v njihovo sobo. Lahko so delili recepte skupaj. Lahko so delili recepte. In ustvarjali nove. Lahko so delili nove jedi. Novi jedi, ja. Lahko ste skupaj naredili kakšen recept. Kakšen dvohodni meni.
Dvonožni. Samo sladica in čau. Čeprav taka ni bila neki sladica, no si smo videli. Ja, imele rokavčke. Tako. Zakaj? Pač imele vedno une Kaj majice, ki imajo... Zakaj ni imel žal, ker je dravnal in mislim. pusi? Jaz mislil, da je bila debela. Da je imela rokavčke, jaz ne vem, kdo je taka, ja. Ne, o moj bog, ne. Ne. Smiš bi tako rekel, Pač nekoga, sploh ki ne, je se ima tuj, če bi rokavčke. bila, ne bi tako rekla, je debela. Ono, ne ima rokavčke. A uno, sneguljčica fora. Ja, to. Ok. In v glavnem nekaj se je zgodilo. Domnevno. Domnevno. Postalo je vroče. Čakaj, ima to se je vedlo tako? To je bilo tam... To je... To sem zdaj tako rekla na glas. Ekskluziv. Ojoj, to boljo! Spet boljo! Vse vas noben ne gleda, ni panike. Ne vem, nima časa. Tako, ja. sorry. Brezvezni podcast. Uno, kaj ti? Kožamona, kaj ti? Joj, bučko. V glavnem, Tako da ja. ampak zakaj ti imaš kaj tako, vi dve ste imeli kaj ali samo ti je bila dosadna? Meni je bila prvo kot prvo antipatična, ker se kliče isto kot jaz. No, ok, dobro. Skrivljeni starši. Meni je šlo najbolj na živce, ker ni znala kuhati, ona dejansko ni pač znala kuhati. Njej je ta Žan pomagal, zato so bili tudi dodatni sumi, ne, kot sem rekla. Mogoče jaz tebi to rod, ti meni... ja, pač dejansko. Okay. Mislim, pač po mojem ni toliko neverjetno. Veš uno, 1+1 je 2, stari moj, lepo počasi... štekaš. Skoraj včasih nastane 3, ne, tudi. Štekaš. In pač... Ona je v glavnem ni znala kuhati in ko sem šla do nje, sem rekla, samo pač priznaj, da ti on pomaga in da ne znaš kuhati. Pač priznaj, meni, ne rabiš na televiziji, meni. Ne, ona je trdila, da pač zna kuhati, da je ful dobra kuharca. In pač potem je bila mater. Pravi. Kaj zdaj si ve, kje je ta ženska? Jaz si še malo sledim na Instagramu. Se je poročila. S tem? Ja. Ne, Ne, zunaj, ki je bila še vedno prej. Pač, ki je bila še... Ja! To je neka afera. Ok. Publika misli, da bi mogli nekaj cenzurirati ven. Publika misli, da to pa naredilo slabo. Za nas ne. Ne je rdeč. Hudo. Ja, ful. Kaj misliš, da njen mož zdaj zna kuhati? Ne, še vedno kuha ona. Pač ona je tipo stay-at-home. Ona ne dela. Ona je pač doma. Njen mož je pač bogat. Ne vem. Vredno več, ono samo in setting up. Stare se ne maraš. Pizda, Pač dovolj. ni lepo, ne zna kuhati, zakaj je vzel? Slikica od nje. Kaj, če si še vedno dobivajo s tem zmagovalcem? Ne, po moje ne. Pa ko je ta bogat mož na bogatih službah in poslih? Ma ne, ona ima tipo 2 otroka, non stopi z njimi. In on je zdaj, on pa je vmes menjal beko, ni zdaj več zuno, ki je bil beko. In imate jedno drugo in izgledajo ful zaljubljeni. Pa to je bil stari kot catering, vsak malo si vzame počopne. Fuck. Pač zdaj Drama. izgleda ful zaljubljen, zdaj izgleda tako, skuliran. Slovenske novice. Ne me kontaktirati. Čakaj, aj še to, za na konec in končamo s to, kaj, kjera je ona bila v šovu, pol ti si bila druga ona? Ona je fucking tretja! Pač on je njo prišlepal in je na koncu priznal, tip je priznal sodnikom, da je ves čas, ves šov njej pomagal, ker je vedel, da je lahko nabije na koncu, ker nima pojma o kuhanju. Majke mi. Pač on je to povedal jasno in glasno, pred njo in on je bilo, jaz se vem. Pač, which what fuck. Pač. Dobro, ajde, vseeno lahko flexaš. Ti je bila druga, ona je bila tretja. Haha. Ja, pač samo pač pore je bila, da je bilo prvič v zgodovini Masterchefa finale, ker so bili 3 notri. Štekaš, da ona je izpadla kao, fore je bila, smo delali predjed, glavno jed, en izpade, sladice delajo samo 2. Štekaš, ona je pač tam izpadla. Ampak vseeno je bila finalist. Tretja je bila bolj me kurac.
V glavnem, ta Masterchef, drama na drama. Ampak pustimo to, kar je bilo, kar se bo iz tega skuhalo, se bo zakuhalo. Razen lukčeve face. Povej nam kaj v sebi, kaj delaš poleg kuhanja? Delaš kaj? Poleg kuhanja kuham doma. Igram košarko. Op. Kaj je tvoj go-to move? Ma ni, Step samo back, trojka, vzameš dvojka. žogo in zadaneš v šuno. Kaj ga zakucneš? Ja, valjda. Kaj je s tabo? Pa jaz sem treniral z enim, je bil tipo 1,50 m in tip zakucal. Veš, kakšno drevo, Kaj- vsak dan je kaj bil njegov nekaj Ja, Kaj ma skakal. dobro, friend je Kaj je treniral njegov tata vsak trampolin? dan. Človek je se zgram 2-krat na teden, pred je šolo, na igrišče, katero odremo. Kaj še, lahko nek skrit talent, kaj še? Kaj vdiraš na igrišča tudi? Vdiraš tudi na igrišča? Ta se je inkriminirala. Ne, se nam dovolijo, se ve, da Ja. hodimo tam igrati. Ona je druga na Masterchefu. Pač Ja, v njej celi dovolijo. Hrvatini me poznajo. Ja, lepo prosim. Tako da, prosim, res. Torej, Težko fije. Težko fije. Okay. torej prosim často malo košarke. Ma ja, igramo veš ono, se zberemo banda. Sprostite malo. Ja, za vikende. Si edina punca, ki igra? Ja, malo sem povlekla kakšno kolegico, pride vsake toliko igrati, ampak... Si ona koga povlekla? Zmagovalni ekipi. Disgusting. Ampak ja, ma to že ko smo bili klinci, tako da to traja že pol časa. Ne. Kaj, igraš košarko že kot Ja, klinci? Ja, pač to. Ja, res je. Kaj še kaj? Hodila sem na likovno gimnazijo, tako da pač rada rišem. Mm. Delam stripe. Ma ja, enega imam doma narejenega, tako pač še zadnji tači za narediti. Bolj publish. Ma mogoče. Je možnost, par folka me je prepričevalo, da ja. Valjda da ja. Ma ja, samo pač je zopet eno dodatno delo. Sem zira, ne rabi biti vsak tvoj hobi hustle, štekaš. Pač lahko je... Je senjore ne bi vedeli. Mislim pač, zakaj ne bi bilo nekaj tako samo za enjoyat? Ja, Tako, saj res, veš, ono. Mislim, sej, Ja, ne, razumem. sej bi, realno, če bi imela čas, bi uno, da ne bi imela drugega, ampak dokler je tako, je doma že nekaj časa, uno, vsake toliko ga pregledam, ki spremenim, veš, uno. Smemo vprašati, v čemu je? Je po resničnem dogodku, naslov je Billy Milligan in poznate film Split? Ne. Je bil, nek tip je imel več osebnosti. Tipo nek schizofrenik. Ja, tako, pač jaz skizofrenijo je imel. Ne skizofrenijo, sorry, je imel pač multiple personality Ni disorder. to, a to ni isto. Zdaj schizofrenija. Fora je, Nima da, ja, dobro. Ja. Fora je, da ta film je narejen podobno po tem tipu, ampak pač na tem filmu niso rekli, je po resničnih dogodkih, bla, bla. Pač to je prvi človek v zgodovini v Ameriki, ki so ga, je pač nekoga je ubil in namesto, da je šel v zapor, je šel v psihiatrično bolnišnico. Ne? So pač, so ga obravnavali drugače. Kot malo, ja, okej. Tako, ja, in prvi, ki so ga tako malo bolj resno jemali glede teh več osebnosti in jih je imel 24. Jih je imel 24 in pač iz te knjigi vsako opišem, pač teh 24 se deli na 12 dobrih, 12 slabih. Nekatere so bolj dominantne, nekatere so manj. Naprimer, en je Rajko, se mi zdi, se kliče, in je iz Jugoslavije in ima 28 let in je naprimer edina osebnost, ki kadi. Pač ful imaš takšen različen, je ena mala punčka, ki pač tako ful lepo riše, en je ki Tip je vse znal risati. Ja, Veš, oni nimajo niti ene osebnosti, on jih ima 28. 4. Ja, 24. Ampak ja, pač vsaka osebnost se ful se razlikuje. Ena osebnost, ki pride, ko ga nekdo nadleguje, je pač tako ful agresivna in je tako ful močna. Štekaš pač, ko je druga osebnost, ni šans, da ne vem, dvigne toliko ali ni bilo kaj naredi. Ampak je pač ta, se zna tepsti scena. Okej. In to ti je bila inspiracija za narediti pol. Ja, pač jaz dejansko opišem te njegove osebnosti, povem, kaj je naredil, razložim to zgodbo. Ni neka zgodbica, štekaš, je pač tako, ampak je ful bolj na, ful ko neka risanka, on je tako nek čelo človek z zeleno glavo, ful tako podolgovato, pač tašen stil, jaz ful nerealistično rišem, malo bolj tako, ne.
Tako da ja. Top. Torej, ti rišaš, mislim, si stripe, glavno risanje. Pač načeloma likovna gimnazija in tako. Ja, Ampak ti si bila vedno taka umetnica. Vedno sem bila taka umetnica. Torej, kuhati je samo bila dodatek. Ja, Dodatek. pač Je bil samo dodatek. To je šel iz studija. Veš kaj, ti veš, si vedno tako želela to delati. Studio City. No, v glavnem skozi kuhanje si dala ven svojo kreativo. Tako je. Čeprav v srednji šoli je bil en profesor, ki je en Kocjan, ki tako so res spoštovala njegovo mnenje, bil razgledan človek, veš ono, pač dober profesor. In posljednji me vprašal, kaj bom. On je drugače striper, prav znan, kot da riše stripe. In so rekel, da jaz bom šla kuhat, pač jaz ne bom šla. Šla v striptiz. Mogoče on. Znan striper, tako da. In tip tako, kaj je s tabo? Ker ne moreš. To sploh ni, to ni nič, gre talentu nič. Jaz ko friend, cenim tvoje mnenje, ne mi to govoriti, Prosim, da ne me jebat. Pač, ker meni kuhanje tako ful si izražaš, Ja, se je, ja. Ja. Neki meteš na krožnik. Malo je bil kompliment. Nariš neke črtice v krogi. Pa je rekel, imaš talent in si tako fuljaka. Ja, Ampak ajde, ko je to povedal, ja. Ne rečeš nič realno, Ampak ja. Oh, fuck. Kaj si da to okej, imaš kaj objavljen, mogoče kakšno slikco, okej. Kaj Od tega stripa. Ja, ne, to je vse doma. To je še... Skrito, ja. Okej, Doma je, ja. hudo. Ja, lej, tako. Pa če ne klik, ki sem ga tako ustvarila in je tam. Čaka. Upajmo, da pride kdaj kaj ven. Mislim, ta kreativnost v Ankaranu je res povsod. Jaz sem iz Hrvatina. Ja, vem. Ni bilo tako reči tako agresivno, vem, da si iz Hrvatinov, ampak vem, da si... Stari, kreativni folk na obali, ne? Ja. Ja, ful nas je, veš. Pač ja. skoraj sem si ful, iskreno, Še posebej tam v Ankaranu jih je dosti. Ja, in v Hrvatinih. In en je tudi iz Markovca. Kaj, kdo? Kdo? Auks? Ne, fucker. Med tudimi. Med tudimi. Slovenščina matura 4. Zdaj sem hotel narediti en transition, ampak sem se zgubil. Ti pa že delal transition in mogo še povedati besedo do konca. V glavnem, transition. 14. februar, Valentinovo, dropnem komadič. Mrslo. Ja. Kaj dropneš komad? Ja. Kaj res? Ja. Kašen? Mislim, pač Z kaj naslovom poješ. Mene zebe, tak malo rap. Aha, okej. Tipo Travis Scott. Ja, fora smo rekli z enim kolegom, da gremo narediti en komadič za sprdnjo. In pol to sprdnjo smo rekli, to dejansko neki je. Neki probamo neki narediti zaprav. Jaz smo naredili zaprav in zdaj spet promoviram, ki to prije na torek ven. In čez en teden pol prije moj komadič. In zdaj sem rekel, vam bom live citiral eno kitico, povej. Lahko bi ga pol live komentirali, ko prije ven. Ja, ga bomo. A to pa ja. Go. To pa je. Ko sem te lepo dobil zdaj. V glavnem, zebe celo noč in dan, z dekami sem skozi obdan, na njo mislim vedno manj, sam na velik denar sem zbran. To je eno Big od money kitic, moves. tako, Lepo. z naslovom Mene zebe, 14.2. Ne moreš mi tašnih delati pred kamero. Komad govori o meni, kako me zebe, kako me hoče eno pecati, ampak rečem ne, ker me zebe. Ja. Tako da, dober komadič, čeknite, ko preven. Story of my life. Zavrnjena. Ja. Tebe tudi večkrat zebe? Ja, večkrat. Načeloma po zimi. Ja, no, takrat je obdobje, ko zebe ponavadi. Tudi mene zebe. Je. V glavnem to ciljam što in končam s tem promotom, da vedno folko bo rekel, mene zebe se bo spomnil na ta komad. Po moje ne. Ja, to bomo dosegli. V glavnem, toliko v promocijah, ne, člani podcast smo dobili Prvi deal. Prvi brand deal za srednjo šolo. Srednjo šolo za medije, Strojništvo. strojništvo Celje. Celje, še nekaj, ne. Strojništvo.
Kaj če bi to vedli? Ne vem, v glavnem tle bo nekje bilo. Ja. Smo šli z Juretom v Celjem, Smo posneli full dober tak. promo. Vse boste ga videli, zdaj Ja, čez zdaj nekaj čez sekund. par sekund ga boste videli, ful je bilo lušno. Vsi pejte čekni to šolo in pejte na informativni dan. Ja, vsi, ki hočete iti na srednjo, pejte na to, pač brez zajebance, jaz sem na filmskem faksu, ta srednja jača od mojega faksa. Res me je No, pač opremo, vse imajo fucking jače. Pač če ste za tipo film, foto, radio produkcijo, televizijsko produkcijo, pač ta fucking šola je došit. Imajo fucking studio, mislim skoraj tašnega kot mi, ampak se trudijo. Se trudijo, niso toliko jaki, toliko jaki. Ne morajo biti. Tako. Ja, dej povej, kaj je tebi bilo. Ti si bil ful cel nek, wow, kaj? Mislim, ja, jaz sem bil ful navdušen, ker mislim, smo prišli gor, smo imeli, so nas čakali učenci in tako učitelji in smo imeli, ja, smo tako... Ja, dej, v glavnem. Ja, v glavnem, ja. No, smo šli na to srednjo šolo in so nas čakali učenci in učitelji in smo skupaj z Matejem res si ogledali vse njihove prostore in z naprej pripravljeno idejo smo pa sestavili odličen video. Šli smo skozi njihov radijski studio, televizijski studio, fotografski studio, za editat soba je bila tudi, to. editing soba. In potem smo šli še si ogledati njihov VR že za mehatroniko. plus njihovo za robotiko, mehatroniko in imajo tudi Torej, fora je v tem, da to je res ful velik kompleks in več šol je skupaj. Tako da no, ta šola, katero smo šli mi, je bila res, ravnateljica je zakon. Jo, fucking članka ravnateljica, Ja. smo jo prenkali. Ja. Ja. Boste videli, pejte na TikTok, čeknite video. Pride danes ven. Ja. Ja. Smo rekli ravnateljci, dej, preden začnemo z vami nekaj snemati, lahko eno slikco za na Instagram. Ja, ni panike. In smo rekli s kameramenu naj snema in smo bili pač pri miru in on je snemal. In minuto odmes smo res bili senjure. Pač ja, no. In je bila ful carka. Ja, Tako da, ja. Pol je rekla, dobro, kaj bo kdo slikal? In mi, moj video se hecamo in umirala od smeha. Tako da, ja. To je to, glavnem, čekajte ta video, če se Jure sekundo 20. je bil ful vesel, ki ga je tako folk Sploh Je nisem bil tako. ful, ke hudo je to, no. Umbar. Ni bilo tako. V glavnem mu je bilo lepo, no. Obem je bilo lepo. V glavnem, ja, prvo smo šli jaz in Matej fucking ne zna naročiti enega pataja, samo Član! vegetarijanskega, stari. Član! Bo rekel sem v zrakci, dobil sem So nek fucking pisali vegetarijanski, ja. So Moraš pisali označiti, rakci. stari, eno stvar, ki sem te prosil. So pisali rakci. Ok, hvala za zaston hrano. Ja. Drugič ne dobiš več. Se niti ne bi vzel. Volt Koda Rimanič 5, z 5 evrov pusta. Ti puno se je spremenil v oglas, mora, da napiši si na čelo gor, stari, še. Kdo je šel promovirati čolo z mano? Oglas. V glavnem, zabavali smo se, ki so nam dali samo palčke brez vilce in meni je ono malo zajebano. Ne, fora v tem, da njega je dostavljalec dobesedno ignoriral. Ja, no, smešno. Tako, dostavljalec jaz, kaj imaš kakšno plastičen pribor, on ima tipo, ne vem, veš, ko pogledam Jureta in pogledam njega, ja, ima tipo, kje je v borši, ali kaj imaš tipo, kje je kakšno Ti viška. samo gledal in se Tako, in odpeljal. me gleda v oči in pogleda stran in gre na kolo. Pač, Ja, meni jaz bi tudi to naredil. Kaj tam fakaš? Zakaj nauči se jaz fucking palčkami, stari? veš, na primer, A ne ne, vem, veš kaj si prvo nauči? Naučiti fucking prav hrano. Stari, če že prav sponzoriraš hrano, nekaj, ne nauči se znaš prav naročiti. hrano. Boj tiho. Nisem rekel, nauči se prav V hrano. glavnem, veš kaj, ko ti peljejo domov pico, ponavadi imajo tam v prtljažniku kakšen kečap, papirčke Tipo, ja. in to, ne, Ja, smisel valjda. tudi oni imajo, kje je kaš. Veš, Ma nema, kje je to je navaden folk na bicikletah, ki... Ja, ma, oni njihovi borši, zato. Ja, Tam ma sem mislil- hudo, ti bi dobil samo boršo, kaj misliš, da bi pribor notri. Ma ne, oni njihovi hladilni, mislim, toplilni. Misliš, pa vem, kaj misliš, govorimo o isti stvari. Ma ne, on misli ono, veš, torbo na hrbtu. Ja, ne Ono boršo, ki da, no, to Ono nam boršo, modro, ono boršo, modro. ja. Kako bi, tako modro, ne, ono. V glavnem, evo promo čole, uživajte. Sem jim ga vrgul. Kao transition. Dober dan, danes člani izbrani, član Rimani, član Jure, kje smo? Jure, zakaj smo? Matej, smo v srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije Kje smo? v Celju in v zakaj našem smo? sekundarnem studiu zgleda. Zakaj smo tleje? Pa da pokažemo to na jačo šolo, ne? Dobro, član, malo se pohvali, prvi brand deal, član. V glavnem, snemat nam pomaga dijak 4. letnika Aljaž malo
Hola. Aljaža. Jaz si Aljaž. Tako, zdaj pa ta naš le studio je producer, mladi mož za monitorji, ki bo povedal nekaj več v srednji šoli. Povej nekaj več v srednji šoli. Srednja šola je kul. Vela, zdaj se nahajamo v montažerskem studiu, tu stvari sami faki, ne, lušno. Ponavadi jaz editam naš podcast in je ful težko, ne, eni to ful ne cenijo, tako da Jure, prosim. Dej ne glumiti, Filip, kaj res tako težko. V bistvu dejansko ni tako težko, ker nam fajn tukaj razložijo, pa na zabaven način. Pač res super je. Ni res težko, ful je težko, jaz nisem na tako dobre srednje šole. Ok, zdaj se nahajamo v televizijskem studiu. In tukaj je Nija, učenka te šole, ki bo povedala nekaj več. Izvoli, Nija. No, v tem studiu smo že res posneli toliko stvari, od videostopov v živo, različne reportaže, tudi intervjuje, res vse, kar si lahko zaželiš, lahko naredimo tukaj. Zdaj smo v režijskem studiu, tukaj vidite na zaslonih Jureta iz različnih kotov, tukaj je mešalna plošča, tle menda štimaš zvok, štimaš kire kamere, lahko več kamer, menda je tudi kamera za studio. Jure, boj tiho! Sem kaj pozabil, tukaj je live montaža se dogaja, tako da oprema ful jaka me je presenetila, sem kaj pozabil. Nič nisi pozabil. Dober dan, zdaj se nahajamo v fotostudiu, tu jaz in Jure se slikarimo na slikari, naš Aljaž, tako dobro nas se snemamo, da zdaj naša slika Aljaž pove nekaj lepega. Nič, smo v fotografskem studiu, kjer je veliko opreme. Ta oprema je vsem nam dijakom na voljo, kadar jo rabimo. To se tudi pozna, da veliko vadimo in smo uspešni na različnih natečajih. Lepo povedano. Če želite ustvariti svoj virtualni svet, pridite na program Medijski tehnik. Poglejte Mateja, kako uživa, tako lahko uživate tudi vi. Ok, trenutno se nahajamo na oddelku za mehatroniko. Matej, predstavi našega gosta. Tukaj z mano dijak Jernej pove nekaj več o temu. Ja, veste, roboti so cool. Ta je tudi ful cool. Ta je pa najbolj cool. Leko šiba. Nahajamo se na oddelku za strojništvo pri CNC stroju. CNC je cool. Rdeč, imam. Jaz bi rekel, to je to. Če želite postopati čakajte. Ok, teče in gremo. To je bilo to. Če pustim, Kuharca, najljubša jed. Ta vojskrek. Ne reješ. Vse. Iskreno, najjača stvar ever je mamin pastičo. Pastiče je res the shit, stari. Pač pastičo je nekaj najjačega na tem Za neprimorce svetu. lazanja. Tako je, ampak pastičo, če mi rečeš lazanja, te bom udarila. Tako da pač ne obstaja lazanja. No, pač lik da vejo. Ampak ja, ampak Da te zdaj naj se vprašam, naučijo. bomo ostali na tej temi, Okay. tle ste v kuharskih vodah. Jaz popizdujem, ko vsi od Kozine gor rečejo pašti makaroni. Je najslabše, da jim rečeš pašta in ne vejo, kaj je to. In pol moraš razlagati, da makaroni je vrsta pašti. Imaš fuzile, makarone, špagete. Pač makaroni so uni, za tipo mac and cheese štekaš. Ja, uni zviti iz Ja, luknje uni, vmes. vsake toliko mu eno da te v mineštro štekaš. Pokaži mu, kaj je z vami narobe. Štekaš makaroni in mi dajo, ne vem, farfalle, ono. Farfalle, ono. Ne, Pač, okej. Ja, ma ne, makaroni morajo biti prekuhani. To je po moje razlika med... oni rečejo makaroni vsem. Ja, ne, pašta fucking... Ja. Pač testenine, boš jedel makarone? testenine še nekako vzamem, Ja. štekaš. V glavnem, okej, zdaj enkrat za vselej, da rečem, imaš pašto in pod pašto spada. To je nadpomenka. Ja, fuzili, to so oni svedri. Pol so metuljčki, to je ono, ko zgleda kot metuljček. Farfalle. To so na primer, metuljčki, ki lahko metuljček, da pizda. Ja, Fuzili so uni ravni, veš, z luknjico vmes. fuzili. Fuži. Niso fuzili, Kaj, ne, fuži? fuži so uno, fuzili so oni A svedri. njo boš ti Fuži so učil? drugi. Njo boš ti učil. Kako se reče uno? Sveder. Sveder je... Zdaj mi reče sveder. Pa to so tipo makaroni. Ne, to so fuzili. Članka, to so fuzili. Fuži No, so da boš oni- dal sliko od A pašte. ja, uni z rola. Ne, mi smo govorili o unih, ki imajo luknje na sredini. Ja, ne, uno so makaroni. To so, pa jaz sem mislila o temu govoriš. Ne. To, okej, ne, najprej. Fuzili so oni svedri, Tako makaroni so polni tako zvita cevka. Tako. Pol imamo špagete, to je Ja. pač ravna palčka. Tako je.
Kaj še kaj? tagliatelle, Tagliatelle, pač tudi debeli špageti. tako, tortellini, to tudi spada? Dobro, ja, to ni Dobro. glede. Prej raviol, Ok. prej kakšni ravioli. Raviol ni nadevan. A? Raviol ni nadevan, kaj ni? Ja, seveda, ja. No, to spada pod pašto, pa še vedno. Ja, tako je, po testenine. Tudi če je spada raviol. napolnjen. Ja, Tudi če je filan. Ja. Tako je. Ko se reče oni, ne, fuži so, ne? Ja, Fuži fuži so so- te istarski, ja, ne? to, Tako, okej. tako. Tako da, Pljukanci so še, je dejansko kopalčka je malo samo tako zarotirana in je dejansko, ker so v starih časih tako so si pljuvali na prst in da so jo lahko delali. Pljukanci. Res. Tasty. Ja, njam. pa dobro, se Da pol moraš Dobro, Dobro, se no. prekuha, ja. Ja. Ej, kaj ti pljuneš v polno, da vidiš, če se gre ta? Ne. Jure, Kdo te nočeš, dela? da naša kolegica nima službe več. Vse se prekuha. Če je dovolj tople pone za mleto. No. In kaj pol, da vidiš, da Ja, izperi, če ali kaj? se svreje, pa je da je v redu, ne, da je Ali spremno. pa si misliš, pač, če že daš neko kapljico vode. Ja, Zakaj če imaš v ustih to že? Kaj boš po sebi še daj? zdaj vem, da ne bom šel k tebi domov več. Si že dovolj krat? Zdaj veš, zakaj sem bruhal jaz oni dan, ko si mi dal jajca, ki si mi naredil pri Ja, tebi. Ja, to, ker sem ti dal jih pregloboko v usta. Njam. Tek, ne? Ja. Kakšno imaš kaj mnenje o vegetarijancih? Nič. Ti dišijo, ti ne dišijo. Malej, pač full folk okoli mene je vegi, tipo moja sestra in ena kolegica Fuldora. Kaj In- si lahko še vedno z njo prijateljica? A? Si lahko še vedno z njo prijateljica? Vsi sestri sem se tudi hotela odreči. Ampak kri, veš, pač. Ja. Mama mi ne pusti. Mi mama ne dovoli. Okay. Ma ja, lej, sej pač. Nisem oni tip človeka, ki samo jejte meso. Ja, še valjda. Ko vas jebe, vsi, ki jeste zelenjavo ali neki. Ampak pač se mi zdi, da nek balans mora biti v lifeu. Verjamem, da oni ga dosežejo z drugimi stvarmi, kot so pač te, kakšen tofu, oziroma pač nadomestki. Ta Nima soja ni, meni, jaz sem... Ja, ne. Valjda ne. S kakšnim peškom si rekel to. Veš koliko stvari je, tudi te Beyond Meat in te fore, Ja. ki so kao isti okus kot navadno meso. Štekaš, pač Malo morgan. pete, samo se mi zdi, da ne dosežeš to. Meni te nadomestki niso dobri. Enostavno. Ja, me se zna biti, da bo prišli do... Jaz osebno bi lahko jedel tudi vegetarijansko. Danes nisem jedel nič mesa, recimo. Sem si naredil tipo samo neko paštico in jaz veš, kaj meni dobro, ne vem, to po moje ne vem, če boš. Ampak veš, brokoli, si ga samo skuham Ja. in sem si ga tipo potensto, malo olivnega olja in malo soli in dal pašto in malo sira. Ne vem, pač tako full basic, full dobro, ne vem zakaj. Kakšno pašto si skuhal? Uno zavito, kaj je že ono? Kaj je fuzile? Ja, fuzil. Ja, mislim, da so bili fuzili, ja. Ne, meni je to full Mislim, simple tako. mislim, jaz če hočeš, rajši jem tipo samo pašto in maslo, ono, kot da si daš tako brokoli. Je res, da to je jed. Pač Je to res, je da to je bolano. jed. Pač, To res ne. In še malo soli. ja, valjda so, če se počutim fancy, malo popra. Članka moja, to, ti si pasta bianco. Pašto in bianco, ja, valjda. Ja. Veš, koliko folka me gleda čudno, kot tako majo, kaj se reče, ne, maslo in to so in to je to. Ne, jako. pač, to je neke vrste comfort food, ni to friend, da bom jedla zdaj vsak dan, veš, ono Ja. pač. Ampak je ono, ko res na hitro, ali pa ko se počutim nekaj malo tako, ki mi nič ne paše, to je res prav, nima okusa skoraj, štekaš, slano je. Ja, tako. In pač, mislim, je fino, si jedel kdaj pač, tipo, predstavljaj si, da imaš sveže spečen kruh in tako si samo maso namažeš gor. Ja, ma pašta mi ne bo dala tega užitka, ko sveže spečen kruh. Ne ve. Ne ve. Sej, ne, pač ne more. Raje bi si dal neki, da je Ampak ja, pekoče na ali neki. Vsak pač, če uspem v službi, naredim malce za natakarja, če pač nimam neki preveč gužve in danes sem naredila vegi, naprimer. Ne, sej, meni včasih res paše, čeprav veš kaj, na Baliju sem probal jesti malo več vegetarijansko in pol, veš, ki imaš oni fermentiran, to kako se reče že? Koga? Fermentiran, ki je fermentirana soja, kaj je že ono? Veš, ki je fermentirana, ni isto kot navadna soja, ki je malo drugačen okus. Miso, misliš?
Pač miso je, mislim, da je Pač je fermentiran ta drugačen sojbin. okus. Ne, ni sojbin, je prav kot da bi jedel tofu, samo... A ja, je tako, Ja, ne, je to je tisto- pasta, kar mislim jaz. No, glavno Ja, to. dobro, okej. To je neki pač podobno, no, sem jedel pad taj s tem, ampak zadnjič sem, ko si ti naročil unega, ki smo bili skupaj, Ful dobrega. nisem mogel fucking pojesti, ker toliko se mi je... Mi ni pasalo, res mi ni Res? pasalo. Prav nisem mogel, ker eni pa, vedem, ko lahko jejo to vegetarijanci cel čas, te tofu in to. Pač. Ja, me dobro, se nekateri ne jejo tega, naprimer, moja sestra sploh ne je tega, pač ne je teh nekih tofujev in to. Ampak pač ono je neke kacade, ono tipo kruh in pač pašta in bianco. No, ful dobro, šta kažeš, to prav ni zdravo. No, Pa sej to, mislim, sej. Recimo se ful več trudi za zelenjave, kot je tipo prejšnje leto, ne ful tako izbirčna glede hrane. Ampak zdaj je 3 leta že vegi. Ušno. Tako da je. Vse moj brat tudi bil neki vegi tle iz publike, sam zdaj ni več. Brat Luka, rekel, Ni več. je bil do januarja, ne? Zadnjič, ki je šel nekomu žurat, ko moš kaj za jest. In rekel, imamo samo meso. O, dobro, si danes sem zadnji dan vegetarijanec. Je rekel, pridem po polnoči, ki pol je Ja. februar. Kaj imaš za jest? Čevapčima, dobro. Jaz sem skregan z listnatimi stvarmi, tipo solata in to, ki imam travme od malega. Mislim, že kolistno to testo. Ne. Kaj te posila? Ne, smo bili v šoli v naravi in smo imeli neko kao preživetje v naravi, kako zgraditi ogenj, bivake in to. In še smo prišli do nekega drevesa, taki fucking listi in so rekli, če se kdaj zgubiste, nimate za jest, pojeste ta list. In so strgali vsakemu en list in so rekli, pojejte ta list. Ne. In pol so nas rekli pač, ali pojeste list, ali ne dobiste sladice pri včeraj. In to je bilo v 3. razredu, ona frka. Za sladico vse. In pol unili se spomnim žvečit in fucking tak list od drevesa sem pogoltnil in jaz sem zaprisegel, nikoli več v lifeu ne gre nič list na tega zelenjavnega, zelenega v mene, ker fuck off, ne morem. Ampak, tako bom rekel, kaj vse narediš za določene ljudi. Ena kolegica naredila kosilo in naredila špinačo. Jaz sem rekel, nema, pejdi stran. Rekla, provaj, sem rekel, dobro, zate. Prva ženska v lifeu, ki sem rekel, ajde. In dejansko sem pojedel tako nekaj špinače. Pa ti ne ješ zelenjave, kaj sploh? Ne, zelenjavo, jaz jem nasploh, samo kar je v listnati obliki. Vse, kar je veš list. kaj, naprimer solata, naprimer iceberg solata je tako crunchy, ni sploh ni, ti jo tipo grizdeš in je voda, štekaš. Hudo friend, jedel si špinačo, uno. Si naredila, da je Caesars? Ja, pač to je fino. Sem gledal, prav gledal neki video, mislim, da na TikToku mi je prišel, ko ta Caesars Palace, ne, tam sem se to spomnili, to solato, ne. Ja, ki sploh ni v njih. In ne vem, kaj je dal, neki popper, pač je dal prav v njih, veš, cele kose solate so bili. Vem, ja, to je kao... Ja. To je meni malo smeti, to je teh mišelinkah, pač načeloma, ker je ta romaneska, ki je dolg list. In potem oni ti dajo gor, ima 3 liste štekaš in vsak list koutan za tem dressingom in pač par krutonov, navrti po 3 krutone, sem friend, ono kaj je s tabo, ono. Pač in tako malo piščanca še. Tam ni bilo, kaj je piščanec sploh? Ja, originalno je, ja. Ampak najpomembnejša stvar je ta dressing, ne? Ja, jajce neki, pa popper, pa jajce tudi. Ne, mislim... Jaz sem gledal ta video, prav je jajce dal, je dal popper, parmezan. Ja, parmezan gre notri, fore da gre, inčuni gre notri, česen, majoneza, ker on je po moj naredil majonezo, ker je naredil iz nule majonezo, ker zato je rabo rumenjak. Ni naredil iz nule, ne, je fuknil samo notri v ono, kar je bilo zmešano in še malo zmešal. Lahko je bila... Postal video, ne vem, boš povedal, ja. Ampak ja, vem, kaj misliš. Ampak, ja, so popper, limon in sok. To je to. Duše malih otrok, ščepec ljubezni. Ščepec ljubezni. Ma to meni, da moj tata vedno pravi, je rekla moja mama, zakaj kuhaš ti boljše kot jaz? Tako je rekel, ti vedno, ko tako kaj skuhaš, pač kuha dobro moja mama, ne bom rekel, ne. Sladice dela dobro, ne? Ne, to je moja nona dela, sladice. To bomo še prišli. Tipo, si mudi. In je rekel, te tvoji mudenju ne daš ščepca ljubezni. Je rekel, jaz tudi, če se mudi, easy, tam mešam, tam prelivam. Moraš uživati, ko kuhaš, valjda. In se res se čuti.
Po istem receptu vse in se čuti. Valjda, jaz se to popolnoma strinjam. Pač, naprimer, ta pastič od moje mame, jaz sem ga nekako masterizirala, recimo. Pač, pikico je njen boljši, štekaš, ampak vsi, ki so ga jedli, ko so ga probali, so rekli, ima okus po domu. Štekaš? Ja. In to je, ker za vsak pastičo sem se potrudila maksimalno. To, in čutiš, no. Pri vsaki stvari, vse ne samo pri kuhanju, to velja ti podkopač za dosti stvari v lifeu. No, v glavnem tle druga na Masterchefu nekaj le ve o kuhanju, o kuhariji. Je provala hroštole od moje none, spet od kozine gor, flancati. Oceni od moje none hroštole, od 1 do 10. Od 1 do 10? Ne, samo vroče mi je. Ja. Po mojem dam 8. Si sigurna? Ja, max 8,5. Še enkrat bom vprašal, si sigurna? 100%. Koliko bi ocenila od svoje none? 9,8. No, tukaj je primer ljudje, ko se nekdo moti. To je samo, ker ni prav hroštol od moje none. Majke mi, v lifeu nisem prav boljši hroštol. Sem bil pri enemu kolegu za rojstni dan, njegova nona je naredila hroštole. In cela družina, o moj bog, klona, kako si naredila dobre hroštole? Sem rekel, ne da jaz to provam. Ti ni bilo dobro. Tako trdi. Res? Tako, cela familija hvala. Sem si jaz mislil, niste vi pravili od moje none. Problem teh, malo predebele, malo bolj natanko in preveč sladkor je bilo posutega gor. Ja, ne, to je naredila zame, to je meni tako najjače. Ja, dobro, Okay. napaka. Okay. Bi mogla probati kakšno drugo, bi mogla zrihtati. Ona pozna svoje stranke. A ne, res, predebele misliš? Ja, malo ja. Pikico ja. In nekje so malo slabo zamotene, zato je pač dosti krat... Konstruktivna kritika, ajde. Ja. Zlepite to skupaj, štekaš in pol je še predebelo. Okay. Ne moreš tako govoriti o moji noni. Ampak lahko pokomentiraš, kako se stopi v ustih, komon. So zelo fine, ne bi imelo ceno 8,5, če ne bi bile pač fine. Enkrat je bila moja nona na Sladki Istri, tam so delali hroštole in je provala in jim je tam rekla, ko je to slabo. Ja. Pač jaz v lifeu ne bom probala hroštol, če mi ne pride kdo reče, to moja nona naredila. Pač, ne bom jih kupila, ne bom jih, ne. Pač, ker ne morem, ni. Isto miške, iskreno. To je to dela moja nona. To delajo vse none. Fancle. Jure, vse none delajo hroštene in miške in potice. Jure, ampak le govorimo o zemi, kdo dela najboljše. Prosim. Jure? Tle smo že malo. Ja. Top. Ja, tle smo none, veš, prvo, drugo mesto se tle menimo, ne zdaj 4., 6. Ne, čakaj ti, umiri se tle malo s temi ocenami, prosim. Zdaj samo jaz dajem tle ocene, prosim. V glavnem, ne veš kaj, zdaj moj tata imel 50 in je naredila teh peciv, stari moj, od breskvice, ruske kape, piškote na drugi način, hroštole, potico, ko se reče kap, tipo košarica, notri krema, rumena in gor sadje. Ne vem. Tipo pita. Ne, tipo taka mikina. Tako hoš ti delce iz krustat. Ja, vem, kaj mi samo ne bom spomnil. Ok, sem mislil, da veš. Ker ni nekaj ful podobnega, isto tako samo, da je neki od mandlja neki gor in pol daš tako še mandel neki notri. Isto neka taka oblika. Jure, prosim. Ne, to tebe sprašujem, ne tega tle. Prosim, Jure. Nisem razumela, kaj si rekel. Da je isto taka oblika. Ja. Ampak da je neka taka, kako bi rekel, ko nek piškot je. In bolj da še tako, se spomniš. Pa je krema notri naštekam. Ne, ni krema, ne. Samo pač testo. Ja. Ti pod piškota. Ja. Pol piškota. Ne, ma neko posebno ime vem, da je. Ne, mislim pač verjetno je neko ime za ta piškoto, ampak... Ja, se podobno kot to, ki si ti rekel, zato. Ker si rekel, da je bila pač sadje. Ne. Ampak ja, moja nona najjače naredi kremšnite. Jaz jih ne smem jesti, mi naredim malo v trebuhu. V glavnem, smo rekli z Juretom, enkrat bo prišli na podcast naše none. Kaj nismo rekli prav mame? Ja, dobro. Ja, za materinski dan prišle mame, da nas malo pošimfajo in enkrat none, da malo delijo nona modrosti. Tako. To zna biti zanimivo. Pokomentiraj, si kaj v kriptotu?
Ma, ne, recimo ne. Dobro, boš bila. Kot bo bili naši gledalci. Zakaj? Zato, ker delamo en NFT projekt. V glavnem delamo en projekt NFT, ko skliči Jure. Freedom Seagulls. Tako in fora je, da mi smo iz obale in obala nam je zelo pri srcu, ne moramo mi brez obale in zato radi skrbimo za našo obalo, za čiste plaže, za čisto morje. Da ptički živijo. Tako, ptički, ribice, hobotnice, meduze, ko vas jebe. Doči. In hočemo čim več ribic. Tako, čim več ribic. V glavnem... Samo dobre ribe. Tako. Pač orade, brancini. Ja, to. Da imajo 2 nogi. In eno lulico. Delamo z organizacijo, ki skrbi in pač čisti to morje in plaže in urejo skupaj, tako da gre za ful dober projekt, ful dobro za dobrodelni namen, to sem iskal. Ful dobro za... Ja, to. Dobrodelni. Lik zdaj smo rekli malo, da tako Tizamo, povemo, kaj tako da delamo. ko bomo imeli več, vam bomo pošerali povedali. podatke. Tu je link do Telegrama, Ja. ki se lahko pridružite. V glavnem, ni da smo edini na YouTubu, gospodično je tudi na YouTubu. Jaz imam tudi svojo oddajo, ja, tako je. Moja oddaja ima jingle na začetku. Naša tudi. za pet, za prav. Ne, skratno. Ampak res. Emotional damage. Emotional. Imaš srečo, da YouTube je omaknil dislike. Ti tudi? V glavnem, tako je, jaz imam Kitchen Destroyer z mojim voditeljem Lukcem Jurinčičem. Ja, mislim, Luka je pomagal ustvariti to idejo in on je ideja za temi režiser in on montira in je poleg mene srce in duša tega in pač pol imam tima, ki vsake toliko pride in kaj ustreli in se vsi smejo in je on zvezda tega bolj kot jaz na koncu. Ja, tim je član, ja. Jaz sem članka več. Tako, no. Ampak... Kaj delaš tam? Jaz tam kuham. To delam 3/4 mojega lajfa. Ampak... Prišla si praznih rok, tako da... Ne vem, kaj si danes delala, 3/4 dneva. To bo njegova nona. Če ne bi... Hodam nekaj dela sramota, njeni noni. Mi prinesem boljše. Ti se niti ne smej. Emotional damage. Jure, ti se ne smej. Jaz se bom... Zdaj si dobil eno idejo. Kaj ti rišeš, ne? Ja. Kaj če ti podko tebi folk na Instagram nekaj nariše in ti moraš to skuhati iz teh risbic? Hudo, Fred. Veš, kaj bi pa folk risal? Potiče. Ker vem, kaj bi jaz risala, če bi imela možnost. In ti prosto tako malo ugotoviti, kaj je to in nekaj in bum, evo, malo... Ma ja. Dobro. Ne, ampak je bila neka nagradna igra, ker je bila neka fora, da si narisal. Mislim, neki otroci so risali in ti si pol mogo skuhati to. Neka taka fora. Ok, dobro. Srečno pri oddaji. Kjer oddaji to? Mogoče bom, ja, ok. Če bom kdaj to naredila, krediti gre od tebi. Kdaj si na zadnje postala? Kdaj sem na zadnje? Objavila video. Ja, dosti časa nazaj, preveč časa nazaj. Rabimo novo. Pač fora je bila, da mi smo lani zaključili pač to našo prvo sezono. Mislim, zaključili. Imeli smo za dati še 2 epizode ven, ampak... Ja, to sem slišal, kaj je bilo. Je padel trdi disk na tla in šlo se v kurac in so se zbrisale epizode. Tako da smo pač zaključili pri 7, nismo potem naprej delali, smo rekli, ok, ajde, to je konec. In zdaj... Čakaj, kaj bi bili 9 epizod? Ja. Skaj ne 10, kaj fora je 9? Celo 3 so bile, pač 10 sem... Nima veze, mogli so biti še 2 epizode, to je point, ono. Ampak imam zdaj možnost narediti epizode še enkrat, jače. Tako da zdaj se moramo z Lukcem počasi lotiti. Neki bi mogli zdaj že februarja začeti snemati, ampak pa tako, stvari pridejo med COVID, live in tako.
Tudi dejansko. Še dobro, da imamo COVID. Ja. Lej, zdaj si malo pod prešerjem, ker bomo linkali spodaj Ja. in pač ne bo šel folk džabe subscribe-at, ne morajo Ja, nekaj prosim, videti. hvala. Pač, Pejte očeknit. so full dobri recepti, so tako simple uno, imam tipo čokoladno torto, imam brunch, ampak fora je, da naredimo še šov zraven, je pač dejansko zgodba, ki se dogaja. Ni to, da ti boš prišel, rabim nekaj na hitro skuhati, boš šel pogledati video, kaj je, ne. Se boš zdaj tle lepo sedel, boš 15 minut gledal, ker se full dogaja. Full dogaja. Torej ni tipičen kuharski šov, je Ni tipičen atipičen. kuharski Pop šov. TV, where you pač at? tim, kakšenkrat je res dedicatan vlogi, ki jo ima v pač neki določeni epizodi. On vedno dobi ne. neke special vloge v Ankaranu. Je bil, na primer, smo imeli velikonočni brunch, se je oblekel Jezusa. Nice! Ja, to je meni osebno ena izmed jačih epizod. No, nice. Pust je bil, smo se pač našemli oba. A mi tudi za Halloween poskrbimo tudi mi za to. Zdaj imam postah malo, ne? Kaj lahko naredimo kakšen Kaja ex-člani kuhanje? Ja. In pač, mislim, jaz in Luka imamo nekaj že narejeno, kako in kaj bi šli s to novo sezono, ne? Okay, Čakaj, ampak si v planu, friend. Si v planu. Ja, ti je moj pomočnik, ne? In prejšnja sezona je bilo bolj ono, ko mi gre tip na kurac, tip je glih tukaj, ker je moj friend na to sceno. In ker je zdaj nova sezona, sem se jaz odločila, da pač nočem več njega. In bom naredila casting za novega pomočnika. In pač bom naredila na začetku, da prije samo tim. Nice. In tebe bi povabila, Kaj da imaš? si gost. Bom bili na casting couchu ali? Ja, mislim, bomo nekaj že naredili, ampak pač fora te epizode bi bila, da vi dva ste tam in celo Samo epizodo vidva, ne? kuhate. Ja, kaj? Ne, ti. Samo jaz? Mislim, lahko tudi ti. Ne, Lahko ne, naredimo jaz ne 3 bom. kandidate. Ne, fajn. Zakaj ne? Pač fora je, da boste kuhali Okay. z mano in s timom. In na koncu se odločim, kdo bo jači kandidat, kdo bo jači pomočnik. Lahko naredimo kakšen duet, če prijemo oba dva. No. Lahko naredimo to in naprej pač. To je zdaj za prvo, imamo to okej. in naprej, štekaš ideje. Je dosti tega. No. Pač čim več se dogaja, boljše je, iskreno. No. Cool. Ja, ti još imela content, mi imamo velike zapovedati in rekli, te naše zgodbe bo lahko šli nekam pogledat. Tako je. Jako Se še kaj naučili bomo. kuhati? Jako. Je sta obala jaka. Ko smo jaki stari, Fuck. člani zbrani. Ja. No, kot To je smo to. zdaj rekli, spremljajte nas na našem kanalu, na njenem, spremljajte njo na njenem, na našem. To je to. To je to za danes. To je to za ta denar. Fak, to je ful žalosten konec, come on. Ful smo tako. Se je že 1:20, tako da Ja, smo že fuck. utrujeni. Hvala, kaj, ki si Ja. prišla z nami, Ja. Hvala za delila povabilo. zgodbice. Mislim, ker si prišla k nam. Ja, To zelo je mesto. Ja. Tako da ja. Hvala za povabilo. Še kdaj se bomo Ja, hvala, še ne za povabilo. sodelovali. Ja, tako. Vsi čeknite še enkrat, kdo si, kje si. Pejote na Instagramu, Kitchen Destroyer na YouTubu in Kaja na ulici. Hvala ti, Kaja, da si prišla. To je to. Prosim. Pejte na srednjo šolo, to v Celju, ne na drugo. Čeknite moj komad 14. NFT projekt delamo. Luer Beauty. Luer Beauty pejte čeknite, naše Instagrame. To je to. In zaželite v komentarjih, Ana je doma malo bolna, ali mislim, vse je dobro za njo, samo malo počiva. Ja, Čau. to je to. Nasvidenje. Se vidimo drugi torek.